To so poudarki današnjega dnevnika. V Lendavi so položili temeljni kamen za nov visokotehnološki laboratorij. Klub prekmurskih študentov pripravlja dogodek Druga šansa, ki ga je predstavila Kaja Dolgov. Predsednik prekmurskega društva Generalmajster Murska Sobota Marjan Farič praznovanju dneva upora proti okupatorju daje poseben pomen. V Murski Soboti so dopoldne obeležili dan upora proti okupatorju. In še vreme jutri bo oblačno in vetrovno, tudi dež se bo nadaljeval. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnem Pomurskem dnevniku. V Lendavi so včeraj položili temeljni kamen za nov analitski laboratorij Sando. Lendava naj bi v prihodnje postala glavno vozlišče proizvodov skupine Sando. Nov laboratorij, ki so ga pričeli graditi v Lendavi, bo namenjen testiranju serij trdnih izdelkov in stabilnostnim študijam. S tem želijo v družbi Sandoz skrajšati pretočne čase in optimizirati zaloge končnih izdelkov. Naložba in gradnja je po besedah Gregorja Makuca, glavnega izvršnega direktorja in predsednika Sandoza Slovenija, zelo pomembna. Izgradnja laboratorija, za katerega smo danes polagali temeljni kamen, je izrednega pomena za našo lokacijo v Lendavi. Namreč gre za 10-milijonsko naložbo, ki bo prinesla kar 40 novih delovnih mest. Predvsem se pa veselimo tega, da bomo z izvajanjem analiz serij zdravil lahko tukaj na naši lendavski lokaciji pohitrili postopke, po katerih potem naši končni izdelki zdravila pridajo do bolnikov. Konec gradnje pričakujejo nekje v sredini prihodnjega leta. Lokacija v Lendavi je za investicijo strateškega pomena glede na proizvode, ki jih delajo v Lendavi. Pričakujejo, da bo Lendava postala najpomembnejše vozlišče skupine Sando, dodaja Makuc. Direktor trdnih izdelkov Lendava in član vodstvenega tima Sando Slovenija pravi, da gre za ustvarjanje pomembne sinergije. Torej, Sando in Lek imata danes v Lendavi eno največjih proizvodnih obratov, torej eno največjih tovarn za zaključno fazo izdelave zdravil v trdnih farmacevtskih oblikah. Po domače povedano, kapsule in tablete postanejo zdravilo v Lendavi. In najširša skupina, najširši razpon teh zdravil iz vseh Sandojevih obratov po celem svetu se po trgih na svetu za paciente praktično vseh celin dobavlja ravno iz Lendave. Zato, da še nadalje utrdimo položaj Lendave in Leka v Lendavi kot farmacevtskega središča, svetovnega farmacevtskega središča, postavljamo danes temeljni kamen za bodoči laboratorij, ki bo izvajal analize teh zdravil tukaj v Lendavi, ki bo izvajal tudi te tako imenovane stabilnostne študije, predvsem pa s tem, ko bomo analize opravljali tukaj, omogočil še krajše pretočne čase od takrat, ko tableta prispe v Lendavo, do takrat, ko zdravilo pride do pacienta. Se lažje in hitreje odzivali na potrebe trga, na potrebe pacientov in jim dostavljali takrat, ko to potrebujejo, toliko, kot potrebujejo, varna, učinkovita, predvsem pa dostopna zdravila. Zaradi novih delovnih mest je investicija pomembna tudi za občino Lendava in regijo. Klub prekmurskih študentov pripravlja že tretjič dogodek Druga šansa. In da malce podrobneje predstavimo dogodek, je v naši družbi Kaja Dolgov. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Druga šansa ni druga šansa za ljudi ali pa kakorkoli bi se razložili, ampak je druga šansa za tekstilna oblačila. Res ja. Zakaj ste se odločili za ta dogodek Druga šansa? Dajete, se pravi, drugo šanso oblačilom, ki so bila rabljena, ali kako drugače si naj to predstavljamo? Ja, v bistvu ja, damo drugo šanso oblačilom, ki se ne zavržejo, pa mogoče pač nešče, ki ne želi več oziroma ne rabi več teh oblačil, ki jih ne zavrže stran, ampak jim da drugo šanso, pa jih lejko tudi proda ali pa daruje, če se pač ne prodajo, pa jih da nekomu, ki jih mogoče bolj rabi, si bolj želi, tako da ja, pač na ta način smo šli. Dogodek pa ni samo enodnevni dogodek, ampak traja kar 2 dni. In mislim, da je letos že 3. leto zapored. Res je. Letos je že 3. leto zapored, smo se pa odločili,
da se preselimo tudi v malo večje prostore. Do zdaj smo imeli 2 leti v naši pisarni, letos je pa prvič na prvi osnovni šoli v mali telovadnici, tako da bo dovolj prostora za vsa oblačila, da se bodo lepo videla. Imeli bomo tudi malo prigrizkov, malo pogostitev, tako da se lahko tudi podružiti. To se pravi, da se je dogodek lepo prijel, če je že tretjič, sploh pa, če računamo, da se zdaj selite v večje prostore. Res je. Mislim, upajmo, da bo vse super. Je pa bilo kar veliko zanimanja, tako da oblačil je tudi dovolj. Tako da smo se odločili, da bi bili v malo večjih prostorih, tudi zaradi tega, da se pač ne nalaga vse na kup, da se lepše razporedi. To bi človek dejal, da se v klubu prekmurskih študentov zavedate okoljskih težav, kajti ne malo tekstila povzroča veliko okoljskih težav. Ja, res je. Se kar dogajajo te pač stvari, da se oblačila ful odmetavajo, zametavajo, tako da mogoče s tem, da mi zdaj damo neko drugo šanso, mogoče pripomoremo k temu, da se tega ne bo toliko dogajalo, oziroma... To je en vidik, govorimo pa tudi o trajnostni modi, tako ste tudi zapisali v svojem vabilu. Mladi ste, recimo temu, bolj nagnjeni k modi, k raznoraznim stilom in moda je ena stvar, ki se zelo hitro spreminja. Kako gre to zbiranje tako imenovanih tekstilnih, ne bom rekel odpadkov, ampak rabljenih oblačil in potem spremljanje mode z roko v roki? Je ful zanimivo videti, kakšna oblačila so zdaj prinesli, zaradi tega, ker je čisto drugače, kot pa jih mi nosimo zdaj. Ampak lahko pa rečem, da gre stara moda nazaj v stil, tako da je tudi kar nekaj lepih stvari za ponositi. Je na tej podlagi nastal tudi ta dogodek in se poimenoval trajnostna moda, da znova obudimo tisto, kar je bilo nekoč popularno oziroma se je nosilo? Ja, lahko bi tako rekli, ja. Je pa to tudi potem krožno gospodarstvo, kot pravijo? Ja, mislim, da ja. Da pač se ne odvračajo stvari, da se pač na en način še porabijo, pa jih lahko še ponosimo. Recycling je bila nekoč ta krilatica, ki smo jo zelo dolgo uporabljali, ampak tu pravzaprav ne gre za recycling, gre samo za malo modulacijo. Ja. Druženje in dobrodelnost si lahko kako predstavljamo na tej prireditvi Druga šansa? Ja, dobrodelnost je v tem smislu, da se oblačila, ki se ne prodajo, lahko darujejo. To pa pomeni, da jih pol mi odpeljamo v ne vem kakšne šole ali pa ne vem kakim otrokom, ne vem ljudem, ki jih pač rabijo, ki nimajo dovolj. Sem osebno že vozila, so bili zelo veseli, tako da je lepo videti tudi to, da pač nekdo, ki res rabi, dobi pol ta oblačila in jih je ful vesel. To se pravi, da je res Druga šansa za vse. Čisto za vse. Lahko jih prodamo, lahko podarimo. Karkoli pa ne rabimo, lahko pripeljemo do vas oziroma vam dostavimo in se vi odločate potem, kako naprej z temi rabljenimi oblačili. V bistvu ni lih tako. V bistvu je tako, da pač, če se ne prodajo, se lahko odločiš, ali jih daruješ, ali jih pa dobiš celo vrnjene. Torej, lahko jih dobijo nazaj, če si pač to želijo, če ne pa nam prepustijo svobodo, da mi delamo, kar želimo, in to je pač ponavadi to, da jih darujemo nekomu. Zdaj, Druga šansa bo potekala jutri in v nedeljo. V osnovni šoli 1 v Murski Soboti oziroma v telovadnici osnovne šole 1 v Murski Soboti. Od katere ure do katere ure lahko tisti, ki jih zanima, pridejo, pa malce postojijo, se podružijo in naredijo tudi kaj dobrodelnega? Lahko prijajo v soboto in nedeljo, od 9. ure do 6. ure smo tam, tako da vljudno vabljeni. Zapravi, do 18. ure zvečer ste ves čas tam. Zdaj pa, če se vrneva čisto na začetek, še Druga šansa je zelo zanimiv projekt. Kako ste pravzaprav prišli na idejo za ta dogodek Druga šansa? Na idejo smo prišli tako, da smo v klubu prekmurskih študentov punce, ki imamo rade oblačila in rado imamo modo, tako da je bilo zelo zabavno pač ustvariti nek dogodek pač v tem smislu, in smo se odločili, da bi pač naredili to Drugo šanso, da lahko tudi damo neko
ne vem, kako bi rekla, da bi se dobro izrazila, tudi priložnost drugim, da se tudi povežejo s to modo, pa vem, da je tudi ogromno tega, pač ta stil gre nazaj, tako da so thrift shopi tudi malo bolj popularni postali in se nam je zdelo to ful zabavno oziroma zelo dobra ideja, da bi lahko tudi povezala s tem, da bi to predstavila v Murski Soboti. Torej, Kaja Dolgov vabiva, da se jutri v soboto in nedeljo tisti, ki jih zanima in ki imajo radi modo ali pa morda zgolj iz radovednosti, ustavijo na prireditvi oziroma na dogodku Druga šansa v osnovni šoli 1 oziroma v telovadnici osnovne šole 1 med 9 zjutraj do 18 zvečer. Pa morda boste še koga prepričali, da se pridruži kakšni takšni aktivnosti. Ja. Hvala za obisk. Hvala. Prekmursko društvo Generalmajster Murska Sobota, ki ga vodi predsednik Marjan Farič, opozarja, da dan dneva proti okupatorju ne gre pozabiti. Vsi upori proti zavojevalcem na slovenskem v zgodovini imajo enak pomen za današnjo samostojnost. Dan upora proti okupatorju, ki ga praznujemo 27. aprila, je spomin na vzpostavitev temeljnih točk Osvobodilne fronte, za skupen boj proti okupatorju in za enotnost Slovenije. Pomeni praznovanje, ki ne sme iti v pozabo, ker je eden zgodovinskih mejnikov, da smo Slovenci kot narod obstali skozi zgodovino. 27. april, ki obeležuje začetek upora proti okupatorju na slovenskem ozemlju, spada v, bi rekel, veliki lok slovenske zgodovine 20. stoletja, torej emancipacije slovenskega naroda, njegovega osredinjenja kot nacije, ki je potem dobila končno svojo državo leta 1991. Torej, kot vemo, se ta emancipatorna gibanja začnejo v 20. stoletju z Maistrom. To se nadaljuje v upor proti okupatorju in kar se končuje z formiranjem slovenske države po letu oziroma v letu 1991. Seveda, upor proti okupatorju je zelo pomemben zlasti v letošnjem letu, ko obeležujemo 80. obletnico konca druge svetovne vojne. Torej, največje morije na evropskih tleh v 20. stoletju, ki nas opominja na to, da pravzaprav je vojna veliko zlo, ki prinaša veliko slabega. Je pa to potem tudi vedno neka prekretnica. Za slovenski narod, kot smo rekli, je to bila pot k samostojnosti. V Murski Soboti so dopoldne tradicionalno obeležili praznik dan upora. Slavnostni govornik na današnji prireditvi je bil podžupan mestne občine dr. Timi Gomboc. V soboškem gledališču Park so dopoldne pripravili proslavo ob dnevu upora proti okupatorju. Obiskovalke in obiskovalce sta nagovorila predsednica mestne organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Murska Sobota Bojka Veren in podžupan mestne občine dr. Timi Gomboc. Gomboc je v svojem govoru poudaril, da upor ni bil samoumeven, hkrati pa poudarja zgodovinski spomin na uporništvo slovenskega naroda in seveda vlogo, ki jo ima tak praznik pri krepitvi narodne zavesti in solidarnosti. Poglejmo še napoved vremenoslovcev. Jutri bo večinoma oblačno s plohami, še bo pihal severovzhodnik. Današnje jutro je bilo oblačno in deževno. Opoldne so namerili v Murski Soboti, Radencih in v Lendavi 13, v Krajinskem parku Goričko pa 12 stopinj Celzija. Jutri bo precej oblačno, predvsem v vzhodni in južni Sloveniji bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki bo močnejši v vzhodnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 13 do 16 stopinj Celzija.
Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti, Mariboru in na Ptuju 9, najvišje dnevne pa med 11 in 12 stopinj Celzija. V nedeljo se bo jasnilo, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne bo možna kakšna manjša ploha. Veter bo oslabel, čez dan bo nekoliko topleje. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 6 in 12 stopinj, čez dan pa med 12 in 25 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Hvala za vašo pozornost in ostanite v družbi televizije Ideja.